Sledi vrt, ki je letos prejel priznanje za najlepši vrt v občini Piran. Zakonca Marija in Jože Novak sta v poldrugem desetletju ustvarila nenavaden vrt, nekakšno oazo sredi gosto poseljenega Portoroža. Vrt preseneti tako z izborom rastlin, kot z dosledno urejenostjo. Ko sta Jože in Marija Novak leta 1999 kupila staro hišo na pobočju nad kompleksom Bernardin in jo začela obnavljati, še nista načrtovala, da bosta v njej uredila apartmaje za goste. Vendar sta z ureditvijo okolice že postavila temelj sedanji podobi vrta. Strm breg je narekoval, da so zemljišče uredili terasasto. Tako so na najnižji točki zemljišča izkopali garažo. Na njen strop so nasuli poldrugi meter zemljine in na novo nastali terasi je zdaj glavni del vrta, na njem pa je osrednja točka bazen. Zemljišče se vzpenja tudi ob hiši, do vhoda za pešce. Da bi se tako lastnika kot gostje med počitkom čim bolje počutili, sta Marija in Jože Novak okolico hiše do zadnjega kotička olepšala in priredila ugodju. Sem spada tudi obvezna trata. Kar se tega tiče, je moja žena zelo zahtevna. Ni zadovoljna s vsako stvarjo, ne. Trava, vsaj tukaj na Primorskem, je pa problematična, ne. Travo smo večkrat polagali, večkrat sjali, je pa tako, ne. Vročina dela svoje, ne. Trava ni najboljš za ta namen, ne. Pač žena, v glavnem se je žena odločila za bolj eksotične rastline, ki so primerne za tukaj in ki pač uspevajo v takem podnebju. Površine na vrtu so kar se da uporabne, primerne izboru rastlin in kolikor je mogoče nezahtevne za vzdrževanje. Med rešitvami, ki upoštevajo vse te zahteve, je tudi prekrivanje tal s peščeno zastirko v kombinaciji z zelenimi blazinami drobne družinske sreče. Obiskovalci vrta zakoncev Novak kar težko verjamajo, da lahko na tako majhnem prostoru uspevajo tako velike palme. Palme so bile zelo majhne pripeljane iz Italije, posajene, niti najmanj si nismo mislili, da bodo to hitro tako velike zrastle, ker mi tukaj od spodaj pod palmami imamo garažo, tako da je tukaj cirka meter pa pol zemlje, zaenkrat težav ni. Je pa, kadar je zelo močna zima, so bile tudi že zelo prizadete, tako da upajmo, da bodo obstale. Vrt ponuja zanimivo združbo rastlin, ki v blagem podnebju slovenskega Primorja lepo uspevajo. Med njimi so različne juke, oljke, bogenvilija, kakteje in seveda obvezne pelargonije. Gostje imajo na voljo prostore za počitek, plavanje in tudi za pripravo hrane na prostem. Novakova na tem vrtu resnično ničesar nista prepustila naključju. Od vhoda do glavne terase vodi lično urejena pot, obdana z rastlinjem in okrasjem. Da je vse tako skladno in sveže, morata Jože in Marija Novak vložiti kar precej truda. Kar se tiče idejnega dela, je žena, ne, kar se tiče fizičnega, pa imam jaz. Žena določi, kje bo rastlo, ne, jaz lahko jamo skopljem pa posadim. Kar se tiče obreza, to ona določi, katero vejo lahko odrežemo, ne, glih vsake tudi ne pusti, ne, tako da je to kar komplicirano. Jože in Marija Novak nista domačina. V Portorož sta se preselila z Dolenjske, zdaj pa je to njun dom. Želite si, da bi pridobila še nekaj zemljišča in povečala vrt. Kljub obilici dela pa najdeta čas tudi za uživanje v svojem lepem okolju.